Danes smo na omizju individualizem proti kolektivizmu. Ta večer spada pod socialni teden, ki ga organizira Socialna akademija. Letošnji naslov je Slovenija moja država, zato se bomo držali naše tematike v smislu Slovenije tukaj in zdaj. Najprej bomo v prvi točki poskušali definirati ta dva pojma, če bomo skupaj lahko prišli. V drugi točki bomo pojavne oblike pogledali, bo vsak od gostov povedal pojavne oblike tega kolektivizma ali pa individualizma. V tretji točki bo pa vsak povedal neke rešitve ali pa kako on vidi, kaj bi mogli v Sloveniji narediti. Predstavim najprej goste. Na moji desni prvi je Rok Novak, univerzitetni diplomirani anglist, direktor inštituta Libertas. Rok veliko piše na financah in tudi za domovino. Potem v sredi je profesor dr. Žiga Turk, univerzitetni diplomirani inženir. Tudi on veliko piše, skoraj vsak mesec smo ugotavljali za časnik in vsak mesec za Siol.net. Zadnji pa najmlajši je pa, ne, nisi najmlajši, je pa Ožbej Peterle. Sem mu naredil krivico, ker nisem vedel, da je že magister, da je v Londonu študiral, drugače pa univerzitetni diplomirani ekonomist in politolog, ne? Recimo temu tako, ja. To je to. Veseli me, da je tudi veliko mladih tukaj, pod 40 parih je, ne? Pa bi kar začeli, pa gospod Novak, a boste vi prvo povedali, kako vi vidite individualizem pa kolektivizem? Kako lahko določite, kakšne kriterije so za vas pomembni? Ja, zdaj prvi način nekako, kako jaz do tega pristopam, je skozi ekonomijo, no, ker mi je to najbližje. In sicer metodološki individualizem kot tak je predpostavka, da smo samo posamezniki tisti, ki ravnamo, samo posamezniki smo tisti, ki sklepamo, samo posamezniki mislimo. Ne. Zdaj, težava v družbenih znanostih, ne, je, da se pogosto predpostavi, da so kolektivi tisti, ki lahko delujejo, ki lahko odločajo, čeprav v praksi to nikoli ni tako. Ne. Nikoli se v demokratičnih družbah, recimo, ne, odločitve ne sprejemajo z nekim 100% konsenzom. Ne. Nikoli se ne odločimo mi, ampak se odločijo posamezniki. Ne. Tudi ko je sprejet nek zakon, so se odločili posamezni poslanci, da so pritisnili gumbek za. Ne, se ni odločil nek kolektiv. Zdaj, gre za precej tak nesmisel reči, da obstaja neka kolektivna zavest, neko kolektivno doživljanje situacije. In iz tega vidika, no, jaz skušam na vsako situacijo gledati z vidika posameznika. Se mi zdi, da je to tudi pravi način za analiziranje pojavov, tako ekonomskih pojavov kot socioloških pojavov. Zgodovinsko gledano je pa zanimivo, da pravzaprav to zavedanje, ne, da je pomembno kolektivno delovanje, ne, ki ga izvajamo ljudje skozi aparat države zamejiti, je velik del človeške zgodovine pravzaprav obstajalo. Ne. Velikokrat je bilo vezano na verske norme, zato ker so ljudi gledali kot na pomanjkljiva bitja, na grešna bitja in torej bitja, ki jih je treba omejiti, ne, ki se ne morejo odločati za ostale. Zato nekako do 19. stoletja pravzaprav so oblasti pogosto omejene tudi z nekim versko protiutežjo. Zdaj, jaz kljub temu, da nisem veren, na to versko protiutež v tistih časih gledam razmeroma pozitivno. Ne. Zato, ker potem, ko pa, če nekako parafraziramo Nietzscheja, pride do smrti Boga v razvitem svetu, pa ljudje pozabijo na to, da so ljudje pomanjkljiva bitja, da nihče ni vseveden, vsemogočen, da bi lahko zagotavljal neke željene cilje, ne, pa pride do rasti funkcije države, rasti kolektivnega. Vidimo tudi pravzaprav v Evropi celo prevrat potem v
totalitarne kolektivizme, kjer je seveda prišlo do neke take želje po vsemogočni državi, ki bo uredila takšne ali drugačne probleme in jih rešila skozi vizijo kolektivnega, pride do rasti nacionalizma, ki skuša izgraditi to kolektivno zavest, to nečeš pripadnost skupnosti, ki prej v takšni obliki ni obstajala. Ne? Prej so bile manjše skupnosti, ki so si med seboj pogosto na nek način vsaj konkurirale in tako vzpostavljale nek sistem ravnovesij, ki pa potem izgine in še danes ga pravzaprav nimamo v tej obliki. Ne? Sicer v 21. stoletju pa že prej skušamo to protivtež vrniti skozi ustavnih omejitev oblasti, skozi ustavnih omejitev kolektivnega, zato danes demokracija kot taka, o kateri se pogosto govori kot idealu, je vedno zamejena z neko ustavo, ki določa, o čem pravzaprav demokratično odločamo. Mogoče bomo pozneje še kaj o tem rekli, o demokraciji kot idealu. Jaz bi se tukaj odločno postavil na to pozicijo, da je demokracija daleč od ideala, da je smiselno na demokracijo gledati kot na kladivo. Je orodje. Zdaj, če lahko najdemo boljše kladivo, super, ampak vsekakor pa ni za delati božanstva iz tega kladiva, kar pa danes se mi zdi, da pogosto počnemo. Gospod Turk. Ja, hvala lepa. Jaz moram reči, da si pravzaprav, tudi ko sem naslov te okrogle mize čital, ugotavljal, da si ne morem pravzaprav s tema dvema konceptoma nič kaj dosti pomagati, oziroma da ne vidim, da bi imela moč pojasnjevati ali pa dobro uokviriti kakšne probleme, ki jih imamo v družbi. Nekdo je rekel, zelo dobro je povedal, da smo ljudje v 90% šimpanzi, v smislu, da smo nekje individualni, in v 10% smo čebele, v smislu, da smo kolektivni. Skratka, te dve stvari se med seboj vedno prepletata in ena ni mogoča brez druge. Kolektiv brez skupnosti individualcev, posameznikov ni mogoč, in posameznik, če ne bi bilo okolice, s katero bi se primerjal, ki bi bila, bom rekel, njegova referenca, ne bi opazil, da je posameznik. Tako da, ne vem čisto natančno, zelo težko se je, oziroma mislim, da se ne mogoče postaviti na eno ali na drugo stran v teh dilemah. Jaz bi rekel, ampak to, kar je pa kolega začel, da se stvari morda na nek način slabšajo, v smislu vedno večjega kolektivizma. Mislim, da je obratno. En znan mislec je rekel, da je civilizacija osvobajanje človeka od soljudi. Od zelo banalnih primerov naprej, da imamo zasebne, recimo WC-je pa spalnice, pa potem do česa drugega. Torej, v preteklosti so ljudje dosti več stvari delali skupaj, so dosti bolj tesno bili povezani v neke skupnosti in seveda te skupnosti so bili kolektivi, ampak morda razlika pred skupnosti, ki se jih kolega boji, je, da so bila to, kako bi rekel, prostovoljna združenja teh ljudi, da so ljudje se pač povezali, ker smo čisto enostavno ugotovili, da kot posamezniki mi v naravi ne moramo preživeti. Torej, prav ljudje so bili, rekel, kolektivna bitja, torej so živeli v tropih, so živeli tako kot recimo volkovi ali pa opice, ne kot posamezniki, kjer bi eden nekje, ne vem, tako kot levi, tigri, eden nekje, vsak v svojem rajonu mečkan lovil. In te stvari smo prinesli seboj, Napaka nastane pravzaprav samo v tistem trenutku, ko začne nekdo izkoriščati te naše naravne občutke po povezovanju ali pa tudi po skrbi za sočloveka, po sočutju in tako naprej, ko to začne izkoriščati zato, da bi
bom rekel, neke svoje individualne politične koristi iz tega lahko potegnil. Individualne politične koristi. Ja, individualne materialne koristi morda. Ali pa zato, ker lahko te ideje lažje politično prodaja za svojo individualno korist. Se pravi, za vas je kolektiv isto kot skupnost. Jaz sem skupnost vedno tako gledal, kot da je to skupina ljudi, ki so osebnostno dost močni, zreli in se lahko dogovorijo za neke cilje. Medtem ko kolektiv je pa kot ena skupina ljudi, ki vsi isto razmišljajo oziroma jih nekdo vodi, če izhajamo iz 19. stoletja ali pa 20. Bi mogel pa v slovar pogledati. Ne, ampak mislim, da tu ni te distinkcije, ne, ampak ni pa za potegnati po moje glih enačaja med kolektivizmom pa skupnostjo. Ne. Ja. Skupnostjo ni nobene težave z mojega vidika. No. Pa kak je bom? Gospod Peterle. Hvala lepa za povabilo in lepo zdrav vsem. Mogoče najbolj preprosta definicija za moje pojme individualizma in kolektivizma je v tem, da pri individualizmu je glavna avtonomna enota posameznik oziroma individuum, pri kolektivizmu pa v bistvu society oziroma kolektiv večjo moč nad posameznikom. Ne. Se pravi, v bistvu kolektivizem ne omogoča posamezniku, da bi popolno živel svoje lastne izbire, katere bi drugače sicer v življenju izbral. Če govorimo o teh temah, ne moramo mimo neko razsvetljenstvo oziroma renesanse oziroma protestantizma. Ne. Se pravi, stvari, ki so se takrat dogajale od Voltairja do Descartesa, se pravi, tisti moment osvobodi človeka, tem rekel, takratnega kolektiva, govorimo o razumu, govorimo o posamezniku, govorimo se pravi, nevraževernosti v narekovajih. Takrat se v bistvu začne človek, govorimo o znanosti, ne, začne se v bistvu neko novo obdobje v humanizmu oziroma pri človeku. Druga stvar, ki se pa tle pozablja dostakrat, je pa ta tudi ekonomski vidik te zgodbe. Ne. Se pravi, po industrijski revoluciji, francoski revoluciji, predvsem pa koncu feudalizma, dobi tudi vsak posameznik možnost svoje privatne lastnine, ki v veliki meri definira tudi vsakega posameznika. Ne. Ker tudi v lični filozofiji je tako, da če ti nimaš nobenega svoje, se pravi, privatne lastnine, pa si lahko res v bistvu ti kot posameznik del tega. Ne. Se pravi, feudalizem je omogočil to, da so se te strukture, tudi socialne, nekako porušile, da je človek lahko začel napredovati, da ima svojo lastno lastnino in v bistvu so se pač tem rekel determiniranosti, ki so bili prej, so se nekako razblinile. Kot je pa že gospod Novak začel nakazal, recimo, zanimivo je tle, se pravi, v kakšni smeri tudi znotraj demokracije lahko gremo. Ne. Recimo, če pogledamo države v začetku 20. stoletja, ne, denimo Amerika je imela delež države v GDP-u leta 13 7,5%. UK, se pravi Velika Britanija, takrat 12%. Danes so vse države na zahodu, imajo vsaj 40 oziroma, če gremo pri Franciji 55%, Švedska prej bankrotirala, imela celo prek 70%, se pravičujem. Se pravi, v bistvu če govorimo o te ekonomski vidiku te zgodbe, ima kolektiv eno veliko, rekel, roko nad posameznikom. Ne. Jaz kot, pa recimo naša generacija, mi nismo nikoli podpisali pogodbe, da bomo vam starejši in prišla recimo penzijo. Ne. Se pravi, naša generacija, mi kot z davki, ki jih damo v socialno, za penzije, za zdravstvo, za karkoli že konec koncev šolstvo je obvezno, spet diktat kolektiva nad posameznikom. Tukaj prihajam do družbene pogodbe. Ne. To je pač to vprašanje, kot sta tudi že prej sogovornika povedala, politika je kolektivna, po definiciji. Ne? Ker v bistvu, Robinson Crusoe je rekel na otoku, jaz sem kralj tega otoka. Ne? In potem obstajajo obširne politološke razprave, a si je res tako kralj nekega otoka, če tam noben drug ne živi razen tebe. Ne? Jaz spet, mislim, čiste definicijske zafrkancije. Ne? Ampak, da ne bom predolg, se pravi, zanima me pač, kljub temu, da je to demokracija, da smo v bistvu treba ločati osebne svoboščine od recimo ekonomskih svoboščin, ker po eni strani, kot je gospod Turk rekel, se pravi, tukaj gremo v neke ekstremne individualizma. Danes lahko najamete v Ameriki ljudi, ki se z vami sprehajajo 2 uri, ker so toliko sami oziroma posamezniki, da v bistvu nimajo več prijateljev in ostalih stvari. Po drugi strani se pa država v smislu ekonomije pa vedno povečuje. Tako da mogoče nek indic za nas nadaljno razpravo. Še kakšna replika enega na drugega? Jaz mislim, da je gospod Peterle zelo vredo tole zastavil. Jaz sem prej nekje malo tako na sredi začel. V bistvu
smiselno je na celo vprašanje gledati kot na zgodovino moči, ne? In kje se moč koncentrira, moč odločanja, kje se koncentrira. Ne? Zdaj, ideja, zakaj posamezniki sodelujejo, ne? In to, zakaj smo se v naravi ugotovili, seveda, da se sodelovanje splača, da se splača delitev dela, da se splača specializacija. Na drugi strani pa tudi, ne, da če imamo mi nek izvir vode, ne, da se skupnosti splača dogovoriti o rabi tega izvira vode, ne pa da se vse čas pobijajo, kdo bo lahko tist vir vode si lastnino, ne, ali pa druge takšne javne dobrine, ne, kot ne vem, če gledamo nek ribnik, ne, ima omejeno število rib, pa če se ga smotrno izkorišča, bo teh rib vse čas dovolj za vse, po drugi strani, če pa pridemo pa polovimo vse ribe naenkrat, pa pač bo vir izčrpan. Ne. Skupnosti so seveda ugotovile, da se splača o souporabi takšnih virov, ne, soodločati. Ne. In zaradi tega se pojavi potreba po nekem načinu odločanja v skupinah. Ne. Tukaj hočem eno tako malo distinkcijo sicer narediti med kolektivnim odločanjem, za katerega sem prej na začetku rekel, da je v bistvu nesmiselno, ne, pa odločanjem v skupinah. Zato, ker v skupinah se še vedno odločajo posamezniki, ne, na tak ali drugačen način. Ali podpremo nekoga, da se odloča za nas, ne, nekega vodjo, nekega plemenskega vodjo, ali pa vsi glasujemo o tem. Ne. Ampak tukaj pridemo pa do ključnega vprašanja, ne, kakšen je okvir, kaj je tisto, o čemer soodločamo skupaj, ne, recimo ta vodni vir, pa tisti ribnik, pa tisti pašnik, ne, pa kaj je vse tisto, o čemer pa v bistvu v skupini odločamo slabše. Zaradi tega, ker če skupina sprejme odločitev, ki je obvezujoča za vse, s tem logično posežemo tudi v svoboščine vseh, ne, gre za nek kompromis. Ne, zdaj, če tale soba začne odločati, s kom bo danes Robert šel zvečer domov, ne, je vprašljivo, kaj bomo kot skupnost pri tem pridobili, pa kakšen naj bi bil doprinos tega, ne, za razliko od tistih naravnih virov, ki sem jih prej omenil. Ne. In tukaj jaz mislim, da pri javnih dobrinah je definitivno ena taka čista ekonomska logika zadaj, zakaj se splača to sodelovanje, ne, medtem ko za večino vprašanj, v katere pa danes tudi države skušajo posegati, ne, ravno zato, ker kot sem prej rekel, neke predhodno ozaveščene, ne, meje tega, o čem bi naj država odločala, so se sprostile. Ne. Danes je država naenkrat vse vedna, ne, in lahko odloča o tem, ali je za nas v redu, da kadimo, ali je smiselno, da je marihuana legalna, ali rabimo davek na sladkor, ne, vse takšne navade, kjer ni podobne logike, kot sem jo prej omenil. Ne. In tu so tiste, za moje pojme, pomembne ločnice med neko individualno avtonomijo pa prisilo skupnosti. Ne. V bistvu, da soodločamo naenkrat o vsem in jaz sicer še zdaleč nisem tak črnogled, ne, da bi rekel, da grejo vse stvari na slabše. Ne. Na splošno nas, sploh tehnologija nas v veliki meri osvobaja. Ne. Ampak ta ideja posebno paternalistične države, ki skuša na nek način predpisati zdravo življenje, ne, pa hkrati močne države v smislu ekonomije, ne, ki naenkrat se odloča, da tako kot v Sloveniji, ne, rabimo državno tovarno nogavic, pa toaletnega papirja, pa državne terme, pa državne hotele, pa državno tovarno gum in še bi lahko nadaljeval. Ne. A veste, da vsem tem se rabimo mi soodločati in vsem tem se rabimo mi dogovoriti, ne, pa v realnosti se ne, potem pride v bistvu do situacije, ko neke interesne skupine odločevalski mehanizem ugrabijo za svoje interese, ne. Jaz se s kom iz publike recimo ne dogovarjam o tem, kako bomo proizvajali toaletni papir, čeprav smo preko davkov prisiljeni, tako jaz kot publika, v souvlagateljstvo v teh podjetjih. Ne. O tem se potem neka interesna klika vzadej oglaša. Ne. Tako da odloča. Tako da v bistvu tudi ta ideal kolektivizma na koncu precej propade. Ne. In to je tisto, kar sem prej hotel reči, ko sem rekel, da pač pravzaprav
je sploh nemogoče. Ne. Zato je recimo Margaret Thatcher je govorila, da družba ne obstaja. Ne. S tem seveda ni mislila, da skupnosti ne obstajajo, ne. Ampak družba kot akter ne obstaja, ne. Kot nekdo, ki bi lahko odločal, kot nekdo, ki bi lahko sklepal in oblikoval neke preference. Obstajajo posamezniki, ki to skupnost tvorijo, potem pa ali so prisiljeni v kompromis in konsens okoli vsake odločitve, ali pa zgolj neko ozko polje tem definirajo kot to je tisto, kar je skupno in o čemer se moramo soodločati, da ne prihaja do konfliktov. Vse ostalo je pa tisto, o čemer se posamezniki odločijo sami. Mislim, ta zadnji stavek mora malo biti polemičen. Ne? Ta zadnji stavek o tem, kako družba ne obstaja, ne, je zelo zanimiv vizavi vseh tistih številnih stavkov, ki so bili na temo država to, država uno, država tretje. Ne. Tudi država ne obstaja. Tudi država ne obstaja. Ne. Obstajajo konkretni ljudje v tej državi, politiki, uradniki, vsi ostali, ki vodijo svojo individualno agendo. In jaz lahko postavim temu, kako bi rekel, zagovarjanju individualizma, ne? Mogoče bom jaz tisti, ki bo kolektivizem zagovarjal tukaj za hec na temo mizijo, ne? Temu zagovarjanju individualizma nasprotno tezo, ne? Zato, ker so med politiki v državah individualci, ki jih skrbi za njihovo osebno politično usodo, morda za premoženje, za njihova osebna prepričanja, ne? Peljejo neke agende, ki imajo vse te slabe strani, o katerih se z Rokom popolnoma strinjava, da so slabe. Če bi bil pa na čelu države, če bi bila na čelu oseba, ki bi bila modra, kolektivistična, usmerjena v skupnost, v dobrobit skupnosti in tako naprej, se pa vse to seveda ne bi zgodilo. Ampak politični sistemi so postali tudi skozi demokracijo taki, da te dobričine, ki bi delale za skupnost in ki bi delale za vse druge samo zase ne, zadnje čase na vrh političnih sistemov ne priplezajo več. Ne. In zato, kako bi rekel, govor, da je država slaba, ne, v isti sapi pa reči, da skupnost ne obstaja, ne gre skupaj. Ne. Individualizem, velik individualizem posamičnih političnih akterjev, tudi tistih, ki so zelo proti individualizmu, ki imajo sicer polna usta socializma in dobrote in tam. Njihova egoistična agenda pravzaprav vse to povzroča. Ne. Tako da bi ravno tako se dalo argumentirati, ne, da je v bistvu individualizem kriv vsega zla, ne pa kolektivizem. A zato, ker naj bi bil individualizem samo egoizem? Ker tisti politiki tam zasledujejo svoje osebne cilje in lahko svoje osebne cilje razmeroma dobro izpolnjujejo, če prodajajo kolektivistično ideologijo. V Sloveniji gre to odlično. Ne? Torej, vsi imajo radi politike, ki rečejo, da bodo dajali denar drugim ljudem, ker bodo manjšini ljudi vzeli davke in večini ljudi razdelili neke priboljške v obliki brezplačnega tega, onega, tretjega. Ne? Ampak to oni ne delajo iz altruizma ali pa iz prepričanja, da je, ne vem, kolektivizem dober. Mogoče so pač tam nekaj intelektualcev, ki to res verjamejo, ampak to delajo zato, ker je to zmagovalna taktika, da zmagajo na volitvah. Imajo pač tako majčko oblečeno, ker se v rdeči majčki mogoče razmeroma daleč pride. Ne, ne strinjam se še z dvojim. Ne. Zelo na tankem ledu je po moje teza, ne, da se splača dogovarjati o ribah v ribniku, ne splača se pa dogovarjati recimo o pokojninah. Ne. Po teoriji iger je nekako tako, da če se igralci med seboj dogovorijo, je optimum nekje drugje in boljši, kot če vsak samo svojo individualno agendo pelje naprej. To je čisto teoretično. Ne? Ampak neke stvari se v družbi dogovarjamo, ali pa smo se jih dogovorili, ker se je izkazalo, da je tako koristno. Tiste družbe, kjer
so se slabo dogovarjali, so propadle, propadajo, izginjajo in tako naprej. Ne? In zato je tudi gospodarska rast večja v državah, kjer je ekonomske svobode, individualne svobode, vsega tega nekaj več. Ampak jaz mislim, da ključni moment tukaj je, kako v delovanje vseh sistemov uprečiti čim več glav. Ne? Več, ko se pameti uporablja v neki družbi, ponavadi je to boljše. Sam raven tega nimamo v kolektivizmu. V kolektivizmu ponavadi eden odloča ali pa ena oska klika ljudi. Če tako osko če izenačimo kolektivizem pa diktaturo. Ja. Ali pa kolektivizem pa centralni plan, potem je dejstvo, da ali 20 uradnikov proba nekaj izračunati, ne? Ja. Ali pa 200,000 kupcev proba nekaj izračunati. Ne? Kaj se jim bolj splača? In je 20 glav proti 200,000 glavam. Ne? In unih 200,000 glav, bom rekel, se odloča boljše, planira boljše, razporeja sredstva boljše. Kar je gospod Novak verjetno začel, oziroma sumim, indicije te rational choice theory, ne, v zadju, ne, ker v bistvu je človek zelo zbanaliziran ekonomsko na posameznike, ki vse, kar zasleduje, je njegov osebna korist. Se pravi, človek zelo individualno predstavljen in vse te stvari, ki zdaj pogovarjamo znotraj tega človeka, v okviru te teorije, seveda sploh ne obstaja. Ne. Po tej teoriji se človek povezuje samo takrat, kadar ima neko korist od tega. Ne. Kolektiv kot tak se samo odloči, da bo nekaj skupaj naredil, gremo do banalni, nacionalna varnost. Ne. Mi se kolektivno zmenimo, da je fajn imeti nekaj ljudi, policaje oziroma vojake, da če pride do drugih, če nas napade, da treba nam vsakmo skozi puško skakati, ker je v bistvu za nas to kot posameznika preveč časa nagrade denarja in še kaj drugega. Se pravi, kolektivne akcije obstajajo samo takrat, kadar je vsi posamezniki, ki so znotraj tega kolektiva, imajo neko korist od tega. Problem te teorije je, da ne zna razložiti recimo večino stvari, celo tega, zakaj bi voljo. Ne zna, ta teorija tega ne more razložiti. Ker recimo to, da greste vi na volišče, da vložite svoj čas v to, da gledate vdaje oziroma berete knjige oziroma novice o volitvah, vam gre čas in konec koncev čas je denar, vaš glas na volitvah pa ne bo spremenil totalno ničesar. Tako da že recimo te neke osnovne stvari so v bistvu preko te teorije se tako rekoč se jih ne da razložiti. Vesel sem, da gospod Turk je malo zašel v tem, rekel konzervativne vode v smislu institucij in da se ohranjajo tiste institucije, ki so dobre, ker tekom časa smo ljudje neke stvari opazili in spoznali. Bi se pa malo na Slovenijo navezal, ker zanimivo v Sloveniji je to, da mogoče veste, katero vrednoto v Sloveniji najbolj spoštujemo v Slovenci. Družino. Svoboda ne bila prva. Ne? Wow. Druga vrednota je odgovornost. Četrta ali tretja je potem pa že enakost tudi. Ne? Verjetno pa lahko dvakrat gibe, da katera vrednota je pa najmanj zaželena v Sloveniji. Se pravi, seveda, zadnje domobranstvo, pred zadnje pa kapitalizem. Ne? Se pravi, kar gre v Sloveniji za neko zanimivo tako schizofrenost. Po eni strani smo vsi za odgovornost, za svobodo, po drugi strani je kapitalizem največja psovka skoraj, poleg seveda neoliberalizma. Ne? In je po svoje zanimivo ta neka schizofrenost, v kateri se vrtimo. Ne? In ta neko sploh ekonomska egalitarnost, ki je v Sloveniji preterano do nekega, mislim, rekel, neglih absurda, ampak zelo visoke mere. Recimo, če gledate raziskave o enakosti, v 70 letih je 60% Slovencev reklo, da je dohodek na prebivalca, da so razlike znotraj dohodka previsoke. Ne? V 60 letih 20. stoletja v Sloveniji, se pravi, govorimo o socializmu. Ne? Ta procent se je pa malo znižal v koncu 80-ih na recimo pod 50, danes je 85% ljudi misli, da so razlike v Sloveniji previsoke. Kar rečemo, ok, fair enough, ampak problem je tega, da nikoli, ko se mi v Sloveniji pogovarjamo in ne damo koncept vsaj Srednje Evrope ali pa recimo Evrope ali pa recimo razvitega sveta. Ne. Te debate v Sloveniji dosti spadajo zelo smešne, ker po Gini koeficientu in še po marsičem drugim smo najbolj enaka družba na svetu ob Švedski in Danski. Ne. Na nasprotni strani pa je katera država? Estonija, Irska, za Evropo gledam. Za Evropo. Mislim, da UK je tukaj najbolj sprednjeno.
Mislim, v teh bivših vzhodnoevropejskih državah so Srednja Evropa je najbolj enaka, pol so Balti, mislim, Balti so najslabši, Madžarski je vmes. In to ne moramo preslikati, da tam, ki so najboljši, so v bistvu individualisti. Ne, ampak smo pa najslabši, smo pa kolektivisti. Ne, ampak zdaj, ti si tukaj vstavil tako mal predpostavko, češ, da je več neenakosti nujno dobra stvar. Ne? Ja. To ne drži. Ne? Zdaj, če pogledamo precej ekonomsko svobodne države, kot je Švica, recimo, ne, se znajde nekje v sredini. Ne? Realnost je, da ogromno neenakosti imajo pogosto zelo koruptivne države, ne, tam po Afriki jih najdeš celo linijo držav, kjer je izjemno visoka neenakost. Tudi recimo današnja Rusija ima visoko stopno neenakosti. Ne. Tako da zdaj, ukolikor imamo nek sistem razmeroma tržno usmerjen, ne, potem nimamo neke radikalne neenakosti. Ne. Tudi danes, če gledamo, ne, globalni trend neenakosti je dejansko, da neenakost dohodkov upada. Ne, na račun liberalizacije nerazvitega sveta, kjer standardi precej naraščajo. Ne. Bi se pa jaz vrnil na tisto deloma nesporazum, no, z dr. Turkom. Zdaj, individualizem, ne, kot tak, da je mogoče slab. Ne. Moja predpostavka je, da je naravn. Ne. Zato jaz od politikov pričakujem, da v veliki meri seveda delujejo v svojem interesu. Ne. In to je spoznanje teoretikov javne izbire, ne, da v bistvu politične pojave mnogo bolj razumemo, če začnemo namesto tega, da predpostavljamo, da so politiki oziroma država, državni aparat, ki bi naj ga tvorili, namesto tega, da predpostavljamo, da je ta aparat vseveden in vsemogočen, začnemo logično domnevati, da gre za ljudi, ki so zmotljivi, omejeni pri svojem znanju in ki imajo tudi svoje interese. In potem politiko precej bolje razumemo. Ne? In če naenkrat začnemo predvidevati tudi politiko, da bojo več ali manj delovali v svojem interesu v skladu s tem, kar javnost splošno od njih pričakuje, situacije, ki jih vidimo v Sloveniji, naenkrat niso več tako presenetljive. To, da je zmagala z rekordnim rezultatom stranka Mira Cerarja, ki je ponujala status quo, ki ga Slovenci so v bistvu želeli, pa z nekim lepim obrazom, ki jim je ponujal češ etiko in moralo, to je predvidljiv rezultat. Ne? Tako da zdaj, vi ste tukaj nekako sugerirali, ne, da kaj pa če bi imeli neke boljše ljudi tam, nekoga, ki bi bolj za kolektivno dobro češ delal. Ne? Zdaj, tukaj imam dve pripombe na to. Ne? Prvič, da se mi zdi to strašno nerealno in da je to isto, kot nam nasprotniki privatizacije obljubljajo za državna podjetja, da samo rabimo boljše menedžerje, pa bo rešena težava. Druga stvar je pa seveda, da to še ni edina omejitev. Ne? Kolektivno odločanje, kolektivna odločitev, tista, ki je sprejeta, zakon, ne, je prisila za vse državljane. Torej pomeni, da nas vse pri tistem, kar je odločeno državno, postavi v isti kalup. To pomeni eno takšno omejitev pri znanju, ne? Zato ker jaz ne vem, kaj je za vsakega od vas dobro pri vaši prehrani ali pa vaši rekreaciji ali pa vaših preferencah za produkte, ki jih kupujete na trgu, ne? Zato te odločitve pri svoji najboljši volji, in če se še ne vem, kako izobražujem, ne morem sprejeti za vsakega izmed vas. Ste neskončno bolj kvalificirani, da greste v trgovino in kupite tisto, kar pač rabite. Ne? Iz tega vidika vloga države, ne, kot nekakšnega starša, ki se odloča namesto nas, ki za nas izbira dobrine, ki bi naj bile dobre, za nas izbira navade, ki bi naj bile dobre za naše zdravje, za nas izbira, ne vem, televizijske kanale, je precej absurdna. Ne? In se mi zdi, da to je nerealno, da bomo rešili na tak način, da bomo enostavno imeli boljše ljudi tam, ki odločajo. Ne? Ker tudi najboljši ljudje niso zmožni zapolniti teh čevljev. Ne, moja poanta je bila samo v nek poskus obrambe moralnosti kolektivizma. Ne? Če bi bil tam nek pravi kolektivist, ki ga bi zanimal kolektiv, ne?
potem bi bile rešitve, kako bi rekel, bolj dobronamerne, kot so, ker so tam individualisti. Ne? V to smer je šla moja diskusija, sicer pa skoraj z vsem tem, da država tega ne ve, seveda strinjam spet s to pripombo, da to ni neka abstraktna država, ampak so tam neki ljudje, ki sprejemajo te odločitve zato, ker si jih neki drugi ljudje želijo, ali pa zato, ker bom rekel, so oni zaradi teh odločitev uspešni. Ne? To ni v nekem usporednem vesolju. Ne? To se v državi na demokratičen način, ne da bi ljudje začeli na ulicah protestirati in zažigati avtomobile in razbijati šipe, se država odloči, da bo DDV na ne vem na katere stvari, na moko in sladkor 9%, na neke druge stvari, ne vem, na Coca-Colo bo pa 22%, za alkoholne pijače bomo zraven pa upilali še trošarino. Ne? To smo se odločili, mi vsi smo pri tem kolaborirali, mi smo vsi bili nekako za to. Ja, a si razbil kakšno šipo, a si kaj protestiral, a se ti je, ne? Pač v okviru pooblastil, v okviru mehanizmov, ki smo jih vzpostavili za to, da na miren način prihajamo do nekih rešitev, so to speljali. Ne? Ljudje, ki smo jih mi, ne bom rekel, da smo jih mi izvolili, ampak ki so prišli po sistemu, kakršnega imamo, na tisti položaj. Imamo pa seveda mi vso pravico in možnost zagovarjati, da bi tja prišel nekdo, ki bi rekel, poslušajte, bencin, alkohol, marihuana, ne vem, prostitucija, vse bo 15% DDV-ja. Nič ne bomo vas tlele vzgajali gor pa dol. Ne? Imamo možnost, ampak z njo ne prodremo. Uspešni so tisti, ki pravijo, mi bomo za vas poskrbeli, tole zate ni dober, za zdravje bomo dali še na sladkor neko trošarino. Ne? Tako da, še tole v zvezi z neenakostjo, v bistvu je zelo popularna tema to, ne? Obastajo načela, po moje je ta tema nekakšno kukavičje jajce. To je tema, ki jo, bom rekel, ti individualci, ki bi skozi kolektivistične politike svojo individualno kariero izboljševali, so jo vrgli med javnost, ne? Neenakost v premoženju, v evrih. Ne? Hkrati ti isti ljudje bodo rekli, ja, se je bruto domač dohodek tudi merjen v evro. To ni merilo vsega. Moramo pogledati srečo ljudi. Ne? Srečo moramo pogledati. Ne? Kaj pa Gini koeficient sreče? Po moje bi bile ful manjše razlike v Gini koeficientu sreče, kot v Gini koeficientu denarja. Ne? Razmerja so zagotovo bistveno manjša. Ne? Tako da s to neenakostjo se nima smisla preveč ukvarjati, še posebej, ker je nekaj na tem, da evri niso merilo vsega. Prej ste izpostavili, da boste branili kolektivizem. Zakaj po vaši logiki kolektivisti ne zberejo bolj pametnih, pa bolj sočutnih, pa solidarnih voditeljev, oziroma bolj modrih voditeljev? Zakaj to nikakor ne gre? Ne v prejšnjem stoletju, ne v temu. Kdo so kolektivisti? Ljudje, ki se skupaj odločajo, ki postavljajo vlade. Ljudje, ki nočejo sami. Kako bi rekel, spet po merilih, kakršne imamo in za kakršne smo se dogovorili. Ne? Tako kot je merilo morda kvalitete razvitosti neke države bruto domači dohodek, ne, ali pa merilo uspešnosti nekega posameznika, koliko ima denarja ali pa koliko ima plače, je merilo nekega politika, koliko časa je na oblasti. In ti ljudje so uspešni, so že veliko časa na oblasti. So skozi na oblasti, so uspešni, ne moramo zdaj reči, niso uspešni ali pa niso dobri. Ja, odlični so, če so tako rekoč so kako bi rekel, ti bliže mi reči levi, ne pa kolektivni, ne.
80% časa vodijo vlado, pa 100% časa imajo predsednika republike. To je za moj okus uspešno. Ne? Jim ne rabijo, nimajo potrebe, da bi nekoga boljšega pripeljali, ki bi prišel iz 80 na 85%, pa iz 100% na 110%. Jaz bi se malo spotaknil ob tisto, po pravilih, ki jih imamo, pa to je ena taka glorifikacija demokracije. Zdaj, če se je to večina odločila, potem je to prav. Jaz tega ne sprejmem. Tudi jaz ne. Večina je izvolila Hitlerja, pa večina se lahko odloči za marsikakšno groteskno nepravičnost. In tukaj pridemo potem do tistega, kako to, o čem sploh večina in za koga odloča, kako to omejiti. To je tista vloga, to je tista vloga ustave, enega takega konstitucionalnega duha, ki v Sloveniji, jaz mislim, da ga absolutno nimamo. Recimo ZDA ga imajo. ZDA ga imajo, sicer žal je manj efektiven, kot je nekoč bil, ampak ZDA veljajo za tak vzorčen primer države, ki je imela ustavo načrtno narejeno z namenom, da omejuje oblast. To je namen njihovega dokumenta ustave. V Sloveniji ustava, ne vem, če je bila kdaj zelo s tem namenom pisana, podeljuje in kupenih pravic in zadev, ki jih je težko definirati, zdaj še želimo kakšno dodatne, kakšno pravico do vode, pa ne vem česa, ko ne vemo, kaj bomo s tem si sploh pomagali. Dejansko zamejitve oblasti, zamejitve tega, o čem lahko večina odloča za posameznika, tega pa v naši ustavi manjka. Nekaj ga pa imamo, ampak nimamo pa dejansko primerov tega, da bi kdo to skušal uporabljati. V ZDA imamo in kupenih organizacij, ki se ukvarjajo s tem, da tožijo državo. Se odloči zvezna država regulirati nek poklic, pa se toži državo, da to posega v svoboščine ljudi do dela. V Sloveniji imamo tudi, mislim, da 42. člen ustave govori o svobodi do dela. Ne pravici do dela, o svobodi do dela. In ta člen nikjer ne govori o tem, da bo potem zakon še dodatne omejitve tega določil, pa imamo kljub temu okoli 250 reguliranih poklicev, pa minimalno plačo, ki v bistvu pomeni omejitev tega, za koliko lahko vi sprejmete delo, pa kljub temu, da je jasen konflikt z omejitvami, ki jih v ustavi imamo. Nimamo pa ozaveščene neke take kulture, da bi govorili o tem, da je pomembno oblast v državi omejiti. To je razmeroma redek koncept, ravno zato, ker se mi zdi, da večina ljudi glorificira odločitev večine. Če se večina to odloči, potem je pač prav. Pogosto, tudi liberalcem nam to pogosto nazaj vržejo, pa pojdite na volitve, pa predstavite program, pa bodo ljudje to podprli ali pa ne. Če ne bojo, pač nimate prav. Jaz tega ne sprejmem. Jaz zlahka menim, da imam prav, tudi če 99% ljudi pravi, da nimam, pa to spet. Deloma je lahko moje subjektivno mnenje, o marsikaterem ekonomskem indikatorju pa zlahka dokažemo, da zadeva funkcionira drugače, kot večina ljudi pri nas misli, da bi naj. Ko rečeš, da bi zmanjšal vlogo oblasti, pomeni manj vpletanja države v posameznika, pač dejansko tudi institucije politične? No, mislim, zmanjšanje vloge države enostavno je to meriti recimo v javni potrošnji. Javna potrošnja Slovenije je v zadnjih nekaj letih tam okoli polovice slovenskega BDP, kar pomeni, da polovico vsega, kar v tej državi proizvedemo, se potem pač preko političnih mlinov preusmeri v takšne ali drugačne odločitve. Meni se zdi to absurdno in zato ne vidim prav nobene utemeljitve. Zdaj, gospod Peterle je prej navedel ta trend, za ZDA ste omenili leta 1913, da je bilo tam 7,5%. Se pravzaprav večina razvitih držav Zahoda je pred Prvo svetovno vojno imela tam po 10%,
bruto domačega proizvoda dejansko javne potrošnje. Ne? Potem pa s prvo svetovno vojno je prvi skok, pa med vojnama drugi skok, pa z drugo svetovno vojno tretji skok. Potem je pa ta rast socialne države, za katero jaz menim, da ima v bistvu velik korozivn učinek na kulturo, ravno v tem smislu kolektivizma, ne? Ampak ne skupnosti, kot je bila nekoč na prostovoljni bazi, ko so ljudje imeli združenja, kjer so si med seboj pomagali, ne? Kot v Sloveniji je to še na podeželju, ki je živo, ne? Ko so ljudje šli skupaj hišo zgraditi, pa to je vse za moje pojme čisto kompatibilno z individualizmom. Ne? To so ljudje, ki prostovoljno oblikujejo skupnosti, ki so v njihovem interesu, medtem ko z rastjo vloge države, z rastjo socialne države, pa naenkrat ljudje občutek, da so takšne skupnosti potrebne, izgubijo. Ne? Ta občutek za skupnost v bistvu izgine, nastane pa občutek tega, da bo vse lahko rešila država. Ne? In naenkrat je država tista, ki mora rešiti problem brezposelnosti, pa naenkrat je država tista, ki mora skrbeti za revne, pa mora poskrbeti za zdravstvo, pa država rabi proizvajati produkte prek državnih podjetij. Ne? In jaz mislim, da v bistvu v sistemu, kjer vlada kolektivizem, je občutka za skupnost manj, kot pa v sistemu, kjer je dejansko posameznikom prepuščena precejšnja mera avtonomije. Če smem, mislim, v tej definiciji, kakšna je pa tle vloga Danske in Švedske, ki imata davke non plus ultra, pa v bistvu lahko rečemo še vedno je tudi neke vrste, ne bomo rekli, da je to kolektivistična država, verjetno, ne? Mislim, izredna svoboda posameznika, v bistvu pač kup enih stvari, ki so individualistične, kljub temu, da v bistvu tisti denar, ki gre državi, ljudje vejo, zakaj gre in pač imajo tudi nekaj od tega, v smislu storitev. Za razliko od nekega Singapurja, Hongkonga, ker recimo, ne mislim, da Singapur 20% ima GDP-ja, ne, država, ki je pač nek čist drug ekstrem v odnosu do tega. Ne, skandinavske države so izjemno poučen primer pravzaprav. Ker sploh v slovenski javni sferi se mi zdi, da se skandinavske države prodajajo kot tak nekakšne socialistične države. Ne? Ampak tukaj naši sindikalisti, pa levica in socialisti in kakor si pač pravijo, ne, govorijo o skandinavskih državah 60., 70. in 80. let. Državah, ki so skoraj da bankrotirale leta 90 in so šle v radikalne reforme, v radikalno privatizacijo, v radikalno restrukturiranje svojega trga dela in regulacij na področju njih. Ne? A veste recimo, da Švedska, pa Danska, pa Finska nimajo minimalne plače, pa da nimajo skoraj nič reguliranih, mislim, pretiravam, ne, da nimajo skoraj nič reguliranih poklicev, imajo bistveno manj reguliranih poklicev kot večina evropskih držav, vključno Slovenijo. Ne. Zdaj, če pogledamo eno Švedsko, mislim, da ima okoli 150 reguliranih poklicev, Slovenija pa 260. Ne. Pač pri njih se strinjajo, da mogoče knjižničarji pa le niso tak rizičen poklic, da rabijo regulacijo, pa da turistični agenti in nepremičninski posredniki mogoče zmorejo brez državne licence. Ne. Pri nas pač tega nimamo. In zdaj tukaj, ne, kje je zdaj povezava med tem, kar zdaj govorim, pa tem, kar ste vprašali. Ne? Priložnost posameznika, da sam poskrbi zase v eni skandinavski državi, ne, je mnogo večja kot pa v Sloveniji, zaradi tega, ker se mnogo lažje zaposli, mnogo lažje ustanovi podjetje, kljub temu, da so davki visoki. Ne. Zdaj recimo Randall Holcomb je delal eno študijo, kjer je skušal razložiti odnos korupcije pa velikosti države. Ne. Pogosto ne liberalci radi rečemo, ne, večja kot je država, več je korupcije, logično, ker je več denarja, da se ga ugrabi. Ne. In potem se skandinavske države predstavi tukaj kot, ne, seveda pa proti primer, ker tam je pa veliko potrošnja države, veliko denarja, veliki davki, pa kljub temu izjemno nizka korupcija. Ne. Izkaže se, da če gremo pogledati ta redistributivni aparat, torej neposredni socialni transferi, so mnogo manj problematični kot pa regulatorni aparat. In pri regulatornem aparatu so skandinavske države fantastičen izgled. Imajo učinkovito pravno državo, razmeroma malo regulacij, fleksibilen trg dela in pojavov tega koruptivnega delovanja je iz tega razloga manj je tudi rent-seekinga, ne, ker socialnih transferjev ne moreš na podoben način zlobirati kot pa subvencije. Ne.
socialni transfer gre neposredno iz proračuna do tistega posameznika, ki naj bi bil do njega upravičen, medtem ko subvencijo pa pač se lahko greš na poslansko skupino dogovoriti, da bi se podprli to pa tis, ne pa. Obstaja nek tak interes za stvaritev neposrednih interesnih skupin, ki lobirajo potem za takšne privilegije. Ne. Skandinavske države tega nimajo in jaz pogosto rečem, da bi si želel dejansko, da se Slovenija zgleduje po skandinavskih državah, posebno po Švedski recimo, tako rekoč na vseh področjih se lahko po njih zgledujemo, razen davkov, mogoče ne rabimo začeti z davki, no. Mogoče bi vse drugo skopirali pred davki. No. Imamo više davke na Švedskem kot v Sloveniji? Odvisno na kaj, ne? Odvisno na kaj. Švedska določene davke ima razmeroma visoke, tudi na alkohol sploh. Ne? Slovenci imamo namreč na alkohol razmeroma nizke davke, mislim na vino, konkretno. Ne? Govorimo konkretno, na vino imamo samo DDV, na pivo zdaj imamo 5. najvišje trošarine v Evropi, čeprav smo zdaj mikropivovarje razbremenili. Na cigarete, na škatlico cigaret plačamo od 75 do 85% dajatev. Tako da imamo razmeroma visoke davke, ampak mene v davku predvsej bolj skrbi to, da imamo visoke davke na delo. Ne? In da je pri nas to, da človeka se v podjetju zaposli skoraj tako, kot da bi se poročil. Ne? In s takšnim trgom dela avtonomijo posameznika zelo zamejujemo, ker pač ljudje ne delajo. Ne? In ta je še primerjava s skandinavskimi državami, če gledamo samo delež zaposlenosti, ne? Je mislim, da tako enih 10% točk razlike med populacijo, ne? Koliko je pri nas delež zaposlenosti, pa v večini skandinavskih držav. In razlog tukaj je seveda ravno to, fleksibilnost trga dela. Pol bi količino birokratov, inštitucij, velikost davkov, če izvzamemo recimo skandinavske države, lahko štel, da je to kazalec, da imamo več kolektivizma. Ali pa da nagovorimo sam ekonomsko. Kaj pa solidarnost? Pa recimo socialne mreže, civilna družba. Ali to individualistične družbe, kot sta bila nekoč Amerika ali pa še vedno Velika Britanija, a oni več prispevajo solidarno za reveže ali več neke kolektivistične države? A je tle vključeno, če si prisiljen v solidarnost? Tle je ogromna razlika. To je solidarnost. To je razlika. Individualisti so pristno solidarni. Jaz mislim, da je solidarno, če prostovoljno sosedov, ki mu je, ne vem, zgor v kozovc, mu daš les za nov cimper. To je solidarnost. Svoj les, ja. Pri nas pravi, da je pa solidarnost, če pač plačaš veliko davka. Če plačaš 50% davka na plačo. Na Švedskem tudi pravi, da je solidarnost, če plačaš veliko davka. In pač ta skandinavski model je po vseh lestvicah zelo velika gospodarska svoboda, v smislu biznis laufa, kar se da svobodno, ne? So pa razmeroma visoki davki in visok nivo socialnih storitev, ki je pa spet privatiziran. Ne? Švedske šole so zastonj, ampak izvajajo jih privatne firme. Še voucherje imajo. Ne? In vpišeš otroka, v katero šolo hočeš, pač tista šola, ki pričakuješ, da bo otrok tam čim boljše se naučil. Ne? In je nekako najboljše od obeh svetov. Se pravi, imajo javno šolstvo, nimajo državnega šolstva in privatne šole, privatne učitelje. Privatne izvajalce. Ne? Ja. Bi se pa vrnil na tole glorificirane demokracije. Ne? Jaz se rekel, z vsemi temi pomanjkljivosti zelo, zelo strinjam, ne? Da večina in odločitve večine in tako naprej imajo svoje slabosti. Ne? Dve stvari bi tukaj rad rekel, ali pa tri. Ne? Prva je, da je napaka demokracijo razumeti kot sistem odločanja ali pa kot sistem izbire. Demokracija je sistem, ki skrbi za to, da smo nekako zadovoljni, da trpimo, da nam nekdo jemlje 50% plače ali pa da nas nekdo lahko vklene. Skratka, da priznavamo razmerja, ki so v družbi, ker si rečemo, vse smo jih mi zbrali. Ne? Ni to nujno sistem, da rečemo, vse smo mi zbrali tako politiko. Ne? Mir in zaupanje v družbi se skozi to ustvarja. Ne?
lahko izbiramo zelo napačno, lahko delamo napake, večinske odločitve so lahko problematične, ni pa ustava nikakršen magična rešitev, zato ker tudi ustave so sprejete za večino, še celo za večjo večino. Tisto, kar pa po mojem mnenju je varovalka, je pa kolektivno zavedanje kolektiva, zavedanje skupnosti, zavedanje ljudi, kaj je prav in kaj je narobe. Kaj je dopustno in kaj ni dopustno. In recimo Američani so v svoji ustavi prav iz tega izhajali. Njihova ustava ni bila taka, zdaj smo pa mi tukaj nekdo, ki vam bo dal neke pravice. Oni so rekli, ne, vi te pravice imate, ker ste se rodili. Te so vam v zibko prirojene. In smo jih mi samo še napisali. Za razliko od tega, kar mislim, da je to razlog, zakaj Angleži nočejo teh, kaj je Evropska listina o človekovih pravicah in tako naprej podpisati. Oni so na stališču, nihče nima pravice ljudem dajati pravic. Te pravice imamo, kako bi rekel... Svoboščine so podeljene. Te pravice imamo s tem, ko smo dobili, s tem, ko smo se rodili. In to daje pa smisel kolektivu. Namreč to kolektivno zavedanje o tem, kaj je prav in kaj je narobe in kakšne pravice in kakšne dolžnosti imamo in kako družba naj bi funkcionirala. In to je za moj okus še močnejše od ustave. Zato je pa recimo švedska družba daleč na višji ravni kot slovenska. Jaz mislim, da nima to z švedsko ali pa slovensko družbo nobene posebne zveze. Švedi so boljše organizirana družba. Kaj pa recimo Japonci, ko so znani kot zelo feudalna država ali pa kolektivistična, pa so kljub temu tretja država na svetu po gospodarski uspešnosti? To bi bilo malo za podvom. Razen, da imajo 20 let zdaj težave. Po velikosti je mogoče ekonomija. Neposredne zveze z temi, kako bi rekel, temeljnimi postulati, kje je pravzaprav kolektiv, moč kolektiva, moč zavedanja kolektiva, moč vrednot, ki so v kolektivu. To neposredne zveze s tem mislim, da nima. Jaz bi tukaj zelo pretegnil. Načeloma jaz sicer temu ne bi rekel kolektivno zavedanje, ampak bi temu enostavno rekel kultura. Ampak se strinjam, to je ključnega pomena. Ja, ampak kako bi rekel, to ni vsota nekih malih individualnih odločitev, za katere bi vsak lahko enkrat dvignil roko, enkrat pa ne. Jaz trdim kot konzervativec, da je to v nas. Ali pa nekdo bi rekel, da nam je prirojeno, ali pa bi nekdo rekel, da je od Boga dano. Tle je potem problem z celo to razsvetljensko tradicijo, ki pa reče, ker tega ni, mi se lahko zmenimo, kar se hočemo. Mi se bomo zmenili, kaj je prav, pa kaj narobe. 2/3 dvigne roko, kaj je prav, pa kaj narobe, pa je to tako. Mogoče za to za malo luči posvetiti na to malo zgodovinske perspektive smiselne. Zdaj, človeštvo kot tako je bilo veliko večino svoje zgodovine mizerno revno. To se začne spreminjati šele tako v 16., 17. in 18. stoletju počasi v zahodnji Evropi, konkretno Danska, Velika Britanija, ravno ko pride do spremembe v kulturi. Ko pride do spremembe od starih vrednot, kjer se je cenilo kult bojevnika pa svečenika, medtem ko so bili trgovci tisti, ki so vas skušali ugoljufati in jih ni bilo zaceniti, pa inovatorji so kar nekaj proti Bogu delali ves čas. Zato recimo izumi, kot je parni stroj, kljub temu, da so bili že prej kakšnemu kralju predstavljeni pred Jamesom Wattom, pač niso bili aktualni takrat. Medtem ko z enim takšnim spremembo v kulturi so ravno inovatorji postali cenjeni. To recimo Deidre McCloskey pa Joel Mokyr
dva znana ekonomska zgodovinarja recimo veliko ravno na tem delata kot na temeljih industrijske revolucije, ki jo je prej gospod Peterle omenil. Ravno na tej kulturni, etični in retorični spremembi, ko so se ljudje začeli o podjetništvu, o trgovini pogovarjati kot o nečem hvale vrednem. To je bila velika sprememba, v primerjavi z situacijo, ki je bila prej v zgodovini, recimo v renesansi. Trgovina je bila vedno hvale vredna, se je cela srednja Italija, Firence, vse te male države. Gremo na Firence, recimo pojav bančništva v Firencah. Zakaj pride do bančništva v Firencah? Zato, ker so ljudje našli luknjo v tem, prej v katoliški kulturi je bilo bančništvo nekaj grešnega, zato so Judje imeli bančništvo stoletja prej in so še danes percipirani kot tista bogata etnična skupina. Katoliki so še pa le s Firencami v bistvu v 14. stoletju začeli z bančništvom, ker so takrat knjige začeli voditi na drugačen način in so lahko tisto obrestno mero, ki so jo pobrali za dobiček, pač predstavili na nek drugačen način, ki so ga lahko upravičili biblijskim dogmam o tem, da tega ne sme biti. In to je tudi pomembna kulturna sprememba bila tam, čeprav je šlo načeloma za računovodsko makinacijo. Ne vem, ali je bil svet Avguštin ali je bil svet Tomaš Akvinski, ampak mislim, da sta ta dva to razdelala v nulo, da so te obresti in tako naprej čisto v redu. En od teh dveh je že do takrat tega prišel. 16. stoletje. Jaz se globoko ne strinjam s to zgodbo, da je kar naenkrat, potem, ko so se pojavili pa protestanti, pa po možnosti, ko se je pojavil Voltaire, pa ateisti, potem so pa stvari kar eksplodirale. To je možno empirično pokazati. Ni možno empirično pokazati. Razvoj je bil razmeroma zvezen. Vsa ta odkritja so se kopičila čez cel srednji vek. Kup stvari je bilo v srednjem veku pogruntanih, univerze so nastale v srednjem veku, to je srednjeveška iznajdba, denar je srednjeveška iznajdba, trgovine se je protestantski sever naučil iz katoliške Italije. To je res, ampak dvig standardov, ki ga lahko od tako 18. stoletja pa do danes vidimo za nekje faktor 30. To je povezano z industrijsko revolucijo, to je povezano z tehnološkim razvojem, ki se je počasi gradil. Po moji knjigi oziroma po mojem prepričanju je to v glavnem ali pa bom rekel tisto, kar je naredilo ključni premik, je bilo, da smo se naučili delati pocen papir, kakor se to sliši banalno. Ampak je bil enkrat pocen papir na razpolago, so lahko pocen knjige razdeljevali, so lahko pocen pogodbe, informacijska revolucija se je zgodila. In se je zgodila v katoliški Italiji. Ne, ampak mislim, zdaj v ekonomski zgodovini načeloma velja konsens, da je lahko... Konsens velja tudi o globalnem segrevanju. Globalno segrevanje kot... Konsens v znanosti ni argument, to sem hotel reči. Dobro, ampak mislim tukaj imamo načeloma čisto jasne fakte, empirični podatki o tem, da večino človeške zgodovine gre približno takole, in dejansko velja ena taka Malthusova ekonomija, kjer pride do precejšnje rasti, potem pa naraste precej po prebivalstvu in pride spet do padca. To je bilo večino človeške zgodovine dejansko res. Če vi pogledate standard nekega Britanca, recimo leta 900 pa leta 1300, je bil standard življenja praktično enak. Če hočete povedati, da je zgodovina zadnje čase eksponentna, napredek, da je zadnje čase eksponenten, prej je bil pa linearen ali ga pa ni bilo. Potem tisti, ki poznate matematiko, veste, da tudi eksponentna krivulja blizu ničle zgleda zelo položna, čeprav je že takrat eksponentna. Če bi gledali kakšne Human Development Indekse iz srednjega veka, so bila obdobja, ko so bili Evropejci večji, kot so bili v industrijski revoluciji, ker so bili boljše prehranjeni. V srednjem veku, v 8., 9., 10. stoletju, ko so šli vikingi na Islandijo in na Grenlandijo in tako naprej. To je res, ampak takrat je situacija, ko je občasno prišlo do podvojitve, celo potrojitve standarda, tudi inovacije so se seveda že dogajale, ampak do tega boom, o katerem lahko pa zdaj govorimo, ko govorimo o 30-kratnem povečanju standarda v zadnjih 200 letih, to
pa ni nekaj, kar je človeška zgodovina poznala kjerkoli Jaz prej. hočem reči samo to, da je bil ta napredek organska posledica vseh prejšnjih stoletij in vsega znanja, ki je nastajalo skozi celoten srednji vek. Ampak zakaj se je to zgodilo na Danskem, pa v Veliki Britaniji, pa potem dolgo trajalo, preden se je zgodilo kjerkoli drugje? Če mi pogledamo, recimo, neenakost smo prej omenili. Neenakost nam tukaj pomaga do neke mere, ne, da je dejansko globalna neenakost je bila največja tako recimo v 70-ih letih. Ne. Takrat, ko je večina Zahoda že sprejela ta model, ki so ga nekoč Britanci pa Danci posvojili, bolj liberalen model. Kjerga stoletja 70-ih let? 1970. Ne. Večina držav sveta ga pa še ni. Ne. Indija ga še ni, Kitajska ga še ni, večina Afrike ga ni. Največja dominanca, bom rekel, evropske civilizacije, se pravi GDP evropskih držav, je bila približno na začetku Prve svetovne vojne oziroma na začetku. Ampak nisem o tem govoril. Ja, največja dominanca v tem smislu. To so tudi največje razlike potem v outputu med recimo Zahodno Evropo, ZDA, Indijo, Kitajsko in tako naprej. Ne, največje razlike so bile malo pozneje, zato ker so vse te države, ki so že prej sprejele, recimo temu poenostavljeno kapitalističen model, so ves ta čas že hitro rasle, medtem ko preostanek sveta še vedno ni. Ne? Še vedno ni posvojil modela, ki bi omogočil hitro rast. Zdaj, če bi dejansko šlo za neko tako organsko rast, zakaj pa potem Kitajska pa Indija, ne? Ravno tako so bili, če pogledate Kitajsko konkretno, zakaj je bila Ker Kitajska in Indija ni imela tudi srednjega veka ne v evropskem smislu. Kitajska je bila leta 1500 bolj bogata kot pa Velika Britanija. Leta 1500, če bi izbrali državo na svetu, nek imperij, ki bi imel največji potencial, da bo se razvil, bi bila to verjetno Kitajska. 500 let pozneje so bili pa mizerno revni še vedno. Ni imela pa znanosti v evropskem smislu. Ne? In znanost v evropskem smislu je nastala pa na evropskih univerzah, ki so se razvile iz scholastičnih šol. No, ampak tukaj pridemo pa nazaj na tisto kulturo, ko sem jo prej omenil. Tukaj pridemo pa nazaj na to, da so imeli Evropejci srečo, da so nekateri interpretirali, da je krščanski Bog racionalen, da je njegovo stvarstvo produkt racionalnega uma in da ga lahko z racionalnim umom razumemo. In so potem prešli iz tega, da so študirali Biblijo, v to, da so študirali svete tekste. Ne? In recimo 3/4 sveta ni smelo secirati trupel, ker so rekli, truplo, to človek, ne? Kristjani so rekli, ni problema, sej duša je šla, ti lahko delaš s truplom, kar hočeš. En primer. Ne? Samo v Evropi je iz mazaštva nastala medicina, ne? Samo v Evropi je iz astrologije nastala astronomija, samo v Evropi je iz alkimije nastala kemija. Ne? In to je bila posledica, torej nastavki so bili globoko v srednjem veku, po mojem globokem prepričanju. Je pa to v nasprotju z, kako bi rekel, uradno zgodovino, ki so jo pisali seveda razsvetljenci, ki so takrat prišli, ne? In so imeli občutek, z nami se je začelo vse, mi smo tisti, ki smo Boga za jajca prijeli. Ne, ampak se jaz vam tega nisem načeloma skušal te narative prodati. No. Ne, jaz. Gremo zdaj še malo v drugi točki, a ne? Definicija. Še kakšna točka. Pojavne oblike smo že nekaj omenili, sem jih jaz tudi že nekaj napisal, z Rokom se strinjava, da je demokracija orodje kolektivizma, pa smo še omenili socialno državo oziroma birokracijo. A bi lahko še Zakaj demokracija orodje kolektivizma? Ker večina zmaga, ne pa najpametnejši. To je vsota individualnih odločitev, vsota individualnih izbir. Mislim, da se argumentirati v eno ali pa drugo stran. No. Odvisno od razpoloženosti. A še kakšne druge pojavne oblike kolektivizma vidite v Sloveniji? Torej, gotovo so diktature, ne?
bolj pojavna oblika kolektivizma kot demokracija. Ne? Pač tisti sistemi so tudi ideološko, doktrinarno, oni so ponosni, da so kolektivistični. Kaj pa po diktatorski sistemi, kot so zdaj, recimo klanovstva, mafija, to je tudi kolektivističen duh. Eden odloča. To je tista zdrava skupnost, da je to. To je zdrava skupnost. To vsi radi to je skupnost, ki so prostovoljno, se prostovoljno združijo. združijo. Samo drugačne. Ja, sam ne odločajo prostovoljno, v zelo majhnem krogu odločajo. Samo eden odloča vsem. Jo, to je odvisno, koliko je notranje demokracije v kakšni mafiji. A je? To bomo še kakšnega Godfatherja pogledali. Še kakšno drugo stvar vidite kot pojavna oblika kolektivizma ali pa individualizma v Sloveniji? Jaz če se smem malo nekje, mislim, da nismo toliko ekstremnih kolektivističnih in individualističnih, bi se osredotočil na Južno Tirolsko. Tam imajo, se pravi, zdaj 500 milijonov ljudi, imajo 1600 zadrug. Tukaj je mogoče nek middle ground med tem, da je pač vse samo en šef totalitarno, pa med tem, da smo pač zdobljeni, atomizirani posamezniki v družbi oziroma kjerkoli že. Tam se mi zdi zanimiv ta koncept, ki verjetno bi tudi za Slovenijo dosti zanimiv, ker se pravi 500 milijona folka, 1600 zadrug, vsak je član eno ali dve, se pravi na povprečju na 300 ljudi v eni zadrugi. In te zadruge imajo od bančništva do bioplinaren do kmetijskih izdelkov. Ne? In se mi zdi nek tak, verjetno bi bil, vse tako bo včasih rekel, prek Kreka in predvojni Sloveniji, ne? V nekem konceptu se da te stvari nekako povezati, ker Slovenci smo zelo egalitarni, za take se imamo. In tukaj mogoče bi lahko nekaj iskali neko možnost za nek napredek, ker v zadrugi si ti član tega, si del tega, si odgovoren, čutiš se kot del sistema. So odgovoren oziroma so solidarni, če hočemo. Ne? In v tem smislu se mi zdi ta stvar bližja kot tam rekel centralno-planski sistem, ali pa rekel ta čist razbit. Tam je tudi 80% više plača kot v Sloveniji. Kolega na vprašanje, pač, zakaj dela v tujini, pravi, da sem edini, vsi ostali smo tle, ker so priložnosti, da so službe, se da razvijati. Ne? V Sloveniji pač vemo, da je koliko 8-12 mladih na leto. Tako da, pa ne rečem, da to vse zaradi zadrug, seveda, ampak čisto kot neka taka malenkost znotraj teh dveh ekstremov. Glede zadrug smo se že prej strinjali, ne, da je to bila dobra stvar, ker ljudje samostojno sodelujejo, samostojno delajo. Ja, jaz bi tu sam želel poudariti, kar sem že prej rekel, ne, da skupnosti ne gre enačiti s kolektivizmom. Ne. V skupnosti še vedno se posamezniki lahko sami odločajo zase, oziroma lahko samostojno se odločajo o tem, ali želijo biti del te skupnosti ali ne. In imajo to skupnost tudi priložnost brez nujno nekega groznega stroška zase zapustiti, ne, in vstopiti v drugo skupnost. Ne. Tako da to ni kolektivizem, ne. To je pač čisto normalno človeško sodelovanje, ne. In to je podstat vsakega civilizacijskega sodelovanja, ne. Da smo ljudje pripravljeni z drugimi sodelovati. Ne. Individualizma ne gre razumeti kot izolacionizem, ne. To, da zdaj bo pa vsak samozadosten. Ne. Gospod Peterle je prej omenil Robinsona Crusoja, ne, ki je bil kralj na svojem otoku. Ja, ampak Robinson Crusoe je na petek srečal petka. In s petkom sta se morala zelo hitro dogovoriti, da se ne bosta pobila, ampak bosta skupaj zgradila hišo, pa petek je bil boljši pri lovljenju rib kot pa Robinson in sta se dogovorila, da bo petek lovil ribe, Robinson bo pa zgradil hišo, sicer bolj tako šlahkolibo, no, ampak recimo temu hiša, ne, in to je normalno civilizacijsko sodelovanje, ki ni prav nič v nasprotju z individualizmom. Ne. Težava za moje pojme bi bila tukaj po drugi strani, če bi Robinson raje lepo petka vklenil, pa en bič vzel, pa ga tepo, dokler mu ne nalovi rib. Ne. To je potem za moje pojme težava. Ampak vprašanje je samo, na koncu vprašanje samo o tem, kaj bi bilo za oba ali pa vsaj za Robinsona boljše. In verjetno je bila performansa petka boljša, če je bil svoboden, kot če je bil vklenjen. Ne, to je tudi res, seveda. In sužnjelastniški sistemi so bili pač produktivnejši v tistem času, zato so pač premagovali vojaško svojo okolico. Ne? Potem je pa nekdo pogruntal malo drugače, so bili pa drugi uspešnejši. Ne?
spet ameriški ekonomisti, ki so proučevali recimo zgodovino sužnje lastništva, se po večini ne strinjajo Jaz s tem. govorimo o starem Egiptu, Mezopotamiji, ne o suženstvu na jugu ZDA. Ja. Ne, tam imamo podatke za Mezopotamijo. Kjer se je pa tudi pokazalo, ne, da je pravzaprav agenda, ki jo je imel Sever, bila na koncu uspešnejša. Ja, ampak spet je šlo za kulturno spremembo. Ne? Zato, ker jug je dejansko... Ki je bila mogoča zaradi ekonomske moči ali pa zaradi ekonomske premoči. Ok, mislim. Sužnji so ratali predragi, zaradi tega so ga pa ukinili svoje lastništvo. Ni nadvrstitven, tudi podatki obstajajo. Mislim, ni bilo ekonomsko uspešno načeloma več. Ja. Bolj kot politično. Kaj pa skupnost, ki ima negativno selekcijo, bi to lahko rekel, da je kolektivizem? To, kar smo prej rekli za Slovenijo, drži. Da skupnost, ki ima pozitivno selekcijo, to bi lahko rekel, da tukaj to malo zdaj potem diši, da vse, kar je slabo, je kolektivizem. Tako skupnost bi vsi zapustili. Ja. Če bi imela mislim, da ampak če bi imeli svobodo oziroma možnost. Ne. Na tele zadruge bi se vrnil, no, ker se mi zdi, da se zadnje čase kar nekako pojavlja kot ideja, ki bo v Sloveniji našla kompromis med gnilim kapitalizmom in socializmom, ki sicer fajn, ampak slučajno nekaj ni delal. Američani so bili krivi. Intuitivno, ne znam še zdaj pojasniti, zakaj, ampak se mi zdi, da to nekako v Sloveniji ne bo šlo, no, da to ni v redu. Ne. Ena taka izkušnja, zadeva je najprej na slabem glasu. Ne. Tiste zadruge, ki smo imeli v prejšnjem sistemu, se je pokazalo, da nekako ne funkcionirajo. A bodo te nove zadruge postavljene na toliko drugačnih temeljih, da se ne bodo v njih spoznali enaki ljudje, enaki vzorci kot tisto, kar ni funkcioniralo. Ne. In drugo, Slovenci imamo en pregovor, ki pravi, v španoviji še pes crkne. In zadruge so v bistvu ena taka španovija. Ne. Drugače, sem upal, da bo Rok razložil, ne, da v bistvu lastniška funkcija pa to, da delo tam prodajaš, ne, da to ni nujno optimalna kombinacija. Ne. Da si lastnik tiste zadeve, v kateri delaš. Ne. No, ampak, mislim, teoretično sicer zadruge sploh na nekem takšnem na manjšem obsegu, po moje, čisto lahko funkcionirajo. Ne. To seveda ni tisto, kar bo naše gospodarstvo vleklo naprej, daleč od tega, ampak jaz pač hotel sem sam, glede na to, da si to predstavil kot pojavno obliko kolektivizma, ne, sem sam hotel odreagirati, ne, pač, da samo po sebi ni nič narobe zadrugo, pa dokler se ljudje odločijo sami jo ustanoviti oziroma potem sodelovati v njej, nimam nobene težave. Pa dokler zadruga ne pride k državi, prešljite, mi smo zadruga, ne? Ne bi plačevali prispevkov, ker smo zadruga. Ne? Ja. Mislim, zakaj sem to omenil? Ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da pri teh debatah, sploh politoloških, ki jih imamo, ta stvar je zelo kompleksna. Mi ne moramo vzeti hongkonškega modela, prenesti ga v Slovenijo, prezi pa tle imeli največjo gospodarsko rast. Mi ne moramo Švedske predstaviti v Slovenijo, mi ne moramo Amerike predstaviti v Slovenijo. Ne? Živimo, kjer živimo in v bistvu imamo svoje karakteristike, takšne drugačne, ene boljše, ene slabše. In zakaj Südtirol, ker je v bistvu bivša Avstro-Ogrska, ne? To je bil naš, rekel, prostor, ista država, tako rekoč. Ne? Ista kultura. In mislim, zdaj čisto ista, ja, imamo neki podobnosti, ne? Ampak vmes seveda smo imeli tudi mi pač toliko in toliko let komunizma in še kaj drugega. In se strinjam, sem mogoče isto pesimističen, kot ste vi, glede tega uspeha v Sloveniji, ampak Če bi bila to Furlanija, Koroška, Bavarska, bi se takoj strinjal. Ne? Na tej Južni Tirolski je pač zraven en dodaten moment. Ne? In to je Južna Tirolska, Nemci, manjšina v Italiji, mi moramo nekaj še kako bi rekel, ta nemškost nas drži skupaj in mogoče kaj pomaga pri tem, da so te zadruge uspešnejše. Ne? Sliši se tudi v Španiji, da imajo to se zdaj nekako kar pojavljajo se. Zdaj se kar predstavljam, da bo Paloma ali ne vem kdo, ki dela
kjer zdaj država dela papir pa nogavice, bo rekla, zdaj bomo pa zadruga, davkoplačevalce bo stali isto, čez 5 let bodo ravno tako prišli pod denar nazaj. No, proti taki zadrugi imam seveda jaz veliko. Ne, ampak mi je pa zanimivo, no sicer nimam izdelanega stališča na koncu v tem, no, ampak gospod Perderle je zdaj nekako na vrgu, ne, češ da instituciji ne moramo kar tako ne presaditi iz ene družbe v drugo, iz ene kulture v drugo, ne, kar dobro, do neke mere verjetno drži, ampak je pa hecno Hongkong hkrati tukaj zraven omeniti, ker so točno to naredili, ne. In prosto tržne cone, ne samo Hongkong, ne, ampak še Shenzhen, pa še ne par takšnih lepo na azijski obali, ne, kaže prav to, ne, da pač načeloma institucije bolj prostih trgov se da presaditi in da lahko za standard življenja pomenijo enormno razliko. Ne. Tudi v arabskih državah smo recimo to lahko že v zgodovini videli, ne, ko pač je Velika Britanija imela protektorate v arabskih državah, ne, so te države razmeroma uspešne bile ekonomske, tudi ni bilo takšne represije, kot je marsikje danes, ne, da so po Iranu lahko hodile ženske v minikah, ko pač morajo šele v zadnjih letih spet si pridobivati nazaj določene svoboščine, ne. To kaže, da do neke mere institucije verjetno vseeno je možno presaditi, ne, in da jih populacije tudi mislim, vsaj z vidika standarda življenja, da se to precej uspešno lahko odrazi. Jaz sicer, se pravi, nimam pa izdelanega stališča, do kakšne mere je to možno, verjetno neki konflikti tukaj so, sploh če imamo neko tako nezamejeno demokracijo, kjer se lahko večina vedno odloči, da ti šment, ne bomo pa vseeno obdavčili manjšino ali pa tako ali drugače okrnili pravice manjšine. In s tem razmišljanjem seveda težava je tudi, da smo vsi manjšina v nečem. Ne? V določenih vprašanjih razmeroma lahko najdemo zavetje preostalih sodelavcev v zločinu, ne? Da bomo prisilili ostale, da se podvržejo naši volji. Gotovo pa je kakšna zadeva, kjer se pa z večino ne strinjamo in bojo pa drugi vsilili nam svojo voljo. Ne? Ukolikor pristanemo na tak sistem, kjer en drugemu vsiljujemo voljo, namesto da smo tolerantni in spoštujemo svobodo en drugega in se res samo v nekem zamejenem spektru zadev pa nekako se odločamo za to, ker je pač to za miroljubno sobivanje nujno. Tukaj se mi zdi problem tega, da treba ločati ekonomske institucije od političnih institucij. Ne? Recimo ta knjiga od se pravi The Fourth Revolution of Governance to zelo lepo ponazori. Pač pravi, da Kitajci so sprejeli vse od Zahoda v smislu kapitalizma. Ekonomije. Glede sistema odločanja, glede demokracije, glede tega so povedali, fanti, imate tle te koalicijske vlade, vse šteka, referendum vsake 3 mesece, zakaj bi se mislim zafrkavali? In pač v tem smislu se mi zdi, da pač institucije niso same institucije, tudi neka narava človeka. Recimo, ne vem, kolega je bil na Norveškem in tam se peleš in je tam štand s češnjami in nobenega ni tam, in zraven je pač una kandica, kamor daš ti denar noter. Ne? Sem si rekel, pa ne sam, zdaj pa postaviti, pa ne, mislim, ni treba to Bosna ali pa nekam, pa recimo postaviti v Sloveniji nekaj, ker imaš štantek z vsemi stvarmi, tam je denar noter in tam so češnje in pač folk to vzame. Ne? V Sloveniji, ja, mislim, da ne bi to, ne bo nik češen, pa tistega denarja še v štant izgleda, verjetno. Tako da v bistvu tukaj te stvari, se mi zdi, niso, pač sploh te, pač v social sciences je to včasih res težko, se mi zdi toliko simple, kauzalnost ali pa rezimo te stvari aplicirati, ker so zelo kompleksne. Singapur je zgodba uspehov, tudi Južna Koreja, konec koncev, in te države, ki so bile na začetku zelo, rekel, avtokratske. Ne. Singapur je še danes, seveda. Ne. In tukaj nekam rekel, avtokratska politična zgodba lahko odpele potem tudi ekonomsko, kot se zdi. Kaj imaš pa ti demokracijo, kaj imaš pa ti penzije, pa welfare state, pa tist, pa je pa to zelo težje narediti. Rabaš pa spet to sestavno pogodbo, ki pa naj bi neke politične elite v nekem trenutku so odločile za neke korake, ki bi hoče narediti. To gospod Turk bolj pozna kot jaz, ampak Estonci so polagali tiste kable, ne vem, 10 let pred Slovenijo. Ne? Optične kable. Tako, ne, sred 90 so že tam polagali, mi smo se tega spomnili, ne vem, 10 let kasneje. Ne? Pač, če ima neka politična elita, ki se določene stvari osnovno lahko zmeni neko vizijo na nekih osnovnih kriterijih, pa lahko temu rečemo hipotetično, ki bo šla v neko skupno dobro, ne?
mislim, da bi pač tudi država iz tega, oziroma sami državljani, posamezniki imeli seveda več od tega. Ne? Ja, in to ilustrira tisto, kar sem jaz prej rekel o demokraciji, ne? Da to ni, bom rekel, idealen sistem v smislu, da ti izbiraš neke svoje predstavnike oziroma izbiraš politike, ne? Ampak je to sistem, ki ustvarja mir v družbi. Ne? In Singapur nima demokracije, Kitajska nima demokracije, ampak ljudje prenašajo ta sistem mirno, brez štrajkov, sodelujejo v njem, zato ker jim zagotavlja rast, razvoj, blagostanje in tako naprej. Danes je Rok delil od Ludviga von Misesa par misli in notri je bila tudi misel, da če imaš v državi ljudi, ki so na plačilni listi države, potem demokracija ne bo laufala. Malo skrajšano sem. Veste, kako ima pravi minister Singapurja plače? Ne. Mislim, da je vsaj 400 evrov, nekaj tazga doma. Ne, 400,000 evrov. Celo 1-2 milijona, neka bajna cifra, no. Se pravi, za razliko od Slovencev, ki imajo pač po 2500 evrov. Ne. Tam so tudi te javne funkcije plačano nenormalno, zato da v bistvu pač dobiš najboljši kader, da potem tudi za državo delaš najboljše. Demokracija je zašla v krizo tisti trenutek, ko so ljudje začeli glasovati za priboljške, ki jih bodo dobili od države, narekovaju. In težava demokracije je v tem, da demokracija v tem, kako funkcionira, da imamo volitve, kako se voli, vse te ustave, kar se tega tiče, so bile postavljene v času, ko ste jih kolega že večkrat omenila, ko je država prerasporejala 5 ali pa 10%. In tam si ti, bom rekel, ko greš na volišče, izbiraš, oglašuješ čisto o nečem drugem, ko država prerasporeja 5%, ti ne glasuješ o denarju, ti ne glasuješ o priboljških. Ko pa država prerasporeja 50%, pa glasuješ o priboljških. In tle je težava sodobnih demokracij. Ne? Da so degenerale v glasovanju o priboljških, razen če so ljudje res zelo, zelo osveščeni ali pa če jih nekako politiziraš. Ne? Ampak tukaj jaz mislim, da ni poti nazaj. Ne? Recimo, Churchill prije leta 51 nazaj na britansko vlado po Attleeju, ki je vse nacionaliziral, no, ni nič, takrat privatiziral nazaj. Ne. Thatcherjeva tako pelana ni zmanjšala porabe države niti za 2% v 10 letih. Ne. Se pravi, te stvari grejo neko svojo pot naprej, pač ok, Švedska je imela bankrot, ne, v 92, ampak jaz res ne vidim, ne vidim, da bo ta stvar šla nazaj, ne, oziroma kdo bo zmagal na volitvah s tako tezo. Ne. Mislim, Se ne sme s tako tezo zmagati, ampak to mora narediti. To je tudi res. Ne, se ta pesimizem, ne, sploh v liberalnih vodah je zelo razširjen, ne, da pač se ne da nič narediti, pa da vse države itak povečujejo javno potrošnjo. Ne. Jaz mislim, da je malenkost neupravičen. No. Neki svetlih zgledov tukaj imamo. Ne. Zdaj, zato sem prej govoril o ustavnih zamejitvah, ne, potrošnje in podobnega, ker neki držav je vendarle uspel stabilizirati svoje javne finance, pa tudi znižati javno potrošnjo. Ne. Švedska recimo je javno potrošnjo v zadnjih 20 letih bistveno znižala. Kanada recimo je pred krizo imela kar dolg trend nižanja javne potrošnje in zanimivo danes, če pogledamo, ne, na severnoameriško celino in se odločamo, ne, katera država ima več ekonomske svobode, pa manjšo vlogo v gospodarstvu, ali so to ZDA ali Kanada, je odgovor Kanada. Ne, kljub temu, da če bi 20 let nazaj to spraševali, bi se seveda, ne, Američani smejali lepo svojim severnim socialističnim kolegom. Ne. Danes je to daleč od resnice. Ne. Kljub temu, da kriza je spet prinesla malo regresije, ne, v tem smislu, da so spet začeli bistveno povečevati svojo javno potrošnjo, pa trenutni premier je vprašljivo, kam bo zapeljal zadevo. Ampak Kanada drugače je bila tudi kar vrsto let taka pozitivna zgodba v smislu krčenja državnega sektorja, zdaj ne mislim po zaposlenosti, ampak po javni potrošnji. Estonija je tudi precej obvladala svoje javne finance. Litva v zadnjih recimo 10 letih je celo boljši primer kot Estonija. Ne, v Estoniji vedno vsi govorimo, ker je pač tak popularen primer, ampak dejansko je Litva še boljša zgodba v uspehu zadnjo desetletje. Tako da neki držav je. Ne, in kar imajo običajno skupno je,
to, da so šli v ustavne omejitve potrošnje, to, da, zdaj, če Kanado in Švico vzamemo za primer, da prihaja do decentralizacije moči na bolj lokalni nivo, ne, da obstajajo recimo v švicarskih kantonih tudi davčna avtonomija, da te kantoni med seboj tekmujejo, ne. To ustvarja eno tako institucionalno konkurenco na lokalnem nivoju, ki ustvarja ta pritisk, da pa vendarle ne, država ne preraste toliko svojega obsega. Ne. Zdaj v Sloveniji, če bi želeli takšne lekcije implementirati, ne, bi mogli recimo medobčinske transferje ukiniti, začeti delati na tem, da dejansko pokrajine dobijo nekakšno avtonomijo in med seboj tekmujejo, fiskalno pravilo sprejeti na takšen način, da ima kakšno težo, ne kot smo ga razvodenili, ne. Se pravi, ampak to, kako to skozi demokratičen postopek speljati in večini ljudi prodati, to je drugo vprašanje, ne. Čeprav zanimivo je, da z nižjimi davki se skoraj vsi strinjajo, ne? Samo bi imeli nižje davke, pa več socialnih transferjev. To je žal ta nepomirljiv tukaj konflikt. Še kdo kaj, a gremo na zadnjo točko? Še ne. Zadnja točka je še vse sem že prej namignil, civilna družba recimo. Zakaj v Sloveniji socialne mreže ne zalaufajo? Zakaj civilne družbe skoraj da ni? Imamo ogromno nevladnih organizacij, ki so v resnici plačane od vlade, a ne večino denarja dobijo od vlade. Imamo civilne družbe, ki so strankarska podaljšana roka in tako naprej. Zakaj tega v Sloveniji ni? A smo preveč kolektivistični, a preveč individualistični? Zaradi trenutne institucionalne sheme, ki jo imamo, ne, v Sloveniji, približno 100 milijonov na leto gre iz državnega proračuna za financiranje tako imenovane civilne družbe. Moja teza seveda je, da to ni nobena civilna družba, to je politična družba. To so podaljški političnih strank, pa podaljški raznih interesnih skupin, ki si uspejo zlobirati takšna sredstva. Deloma tudi evropskih institucij, sicer glede na to, da Evropska unija tudi je tukaj financer, ne. Civilne družbe, ki bi bila pa financirana od civilne družbe, pa skoraj da nimamo. Ne. Eden izmed institutov, ki omogoča, kar je res civilna družba, je recimo donacija od dohodnine, ki je pri nas izjemno nizka, ne, tistega 0,5% dohodnine, ki ga posamezniki lahko donirajo. Razmeroma veliko državljanov se za to odloči, mislim, da prek 40% državljanov, odkar je bilo to leta 2007 sploh omogočeno. Vsako leto je malo večji odstotek, ampak tega denarja je tako, ne, okoli 3,5 milijone evrov letno je na tak način razporejeno nevladnim organizacijam. Ne. Se pravi, 3,5 milijone, za katere posamezniki se odločijo donirati, ne, pa 100 milijonov, ki jih razporedijo politični mlini. Ne. Mene v takšnem stanju potem sploh ne čudi, ne, katere organizacije so tiste, ki ta denar dobijo, in katere organizacije so tudi potem konec koncev relevantne tudi kot neki politični akteri pri nas, ne, se vidimo, ne, Mirovni inštitut, pa Inštitut za delavske študije, pa kakšne take institucije, ne, organizacij, ki pa bi dejansko delale za civilno družbo, ne, to pa praktično ne obstaja. Zdaj, moj predlog, ne, je že pred leti tukaj, kako bi lahko to bistveno izboljšali, je ravno to, da se naslednjič, ko se sprejema novelo zakona o dohodnini, da se pač tega 0,5% lepo tisto vejico zbriše, pa namesto 0,5% rata 5%, sredstva, ki grejo pa iz proračuna, neposredno politični družbi, ne, se pa bistveno zmanjšajo. Ne. Potem se pa pač lahko vi kot posamezni državljani odločite, ali bi radi del svojega dohodka namenili lokalnemu balinarskemu društvu, ali bi radi podprli, ne vem, XY politično stranko, ki mislite, da v državi dobro dela, ali bi radi zadevo dali Rdečemu križu, ali se vam pa zdi, da je pa res Inštitut za delavske študije pa taka fajn organizacija, da rabi par milijonov. Gospod Turko, da vi kaj povedal še? Moj občutek je nekako tak, ne, da tistih 10% čebel oziroma tistega 10% kolektivnega, ki je v nas,
država skozi svoje politike, pa ne nujno samo te, o katerih je kolega Novak govoril, ne, ampak tudi sicer skozi nek tak kolektivistični pritisk na vse pore našega življenja, da država to, tako bi rekel, zasiti. Ne, in v ljudeh ostane premejhna potreba potem, da bi še kakorkoli, bom rekel, naredili nekaj več. Ne. Dodaten faktor, ki tudi slabi take pobude. Ne. Skratka, imamo neko monolitno državo, ki organizira skupnosti. Na vse načine, od šol do vrtcev, do takih inštitutov za delavska gibanja, do gasilcev in tako naprej. Ne. Verjetno dodatno slab moment, se pravi monolitna država, potem je pa še monolitna, vendar ni tako močna, ampak je monolitna cerkev. Ne. V Ameriki ogromno teh stvari funkcionira, ker je konkurenca med cerkvami, ker se cel kup nekih teh protestantskih ločin, ki med sabo tekmujejo in imajo potem v svojem okolju tudi vse mogoče civilno-družbene organizacije. Ne. In zdaj, kaj se bi dalo s tem narediti? Jaz bi rajši ljudem teh 5% dohodnine pustil, ne, pa naj potem nesejo neto tja, kamor mislijo, ne da spet, ker to potem država neke razpise organizira za te, to je spet neka taka država organizirana družba. Ne. Če bi bilo verjetno tega na ta način organizirano manj, bi ljudje večkrat skupaj stopili sami. Pred leti je bil en članek na to temo, v smislu primerjali so postfašistične družbe pa postkomunistične, se pravi, govorimo o Južni Ameriki, potem imamo, se pravi, Španijo pa Portugalsko, pa mislim, da še Grčija v tem paketu, potem pa v bistvu Srednjo Evropo oziroma Vzhodno Evropo. In glede civilne družbe se je tle pač Vzhodna Evropa najslabše odrezala. Se pravi, da v bistvu mi že po defaultu zaradi sistema, ki je bil totalitaren, isto kot je pač totalitaren fašistični režim, ampak je, da je v bistvu komunizem kot tak, da malo bolj nekako ubije očitno to neko osebnostno inicijativo, ki jo mogoče fašizem ni tako bil, kako se že to čudno sliši. Tako da tle smo mi že, mislim, da po defaultu malo prikrajšani za to. Po drugi strani pa, če dodamo te civilne družbe še malo tega političnega, ne, sej tudi na Zahodu, to, mislim, koliko ima članov konzervativna stranka v Veliki Britaniji, se pravi Torijci. 120 let stara stranka ima 140 000 članov. Se pravi, to je za 60 milijonski narod, ker sta de facto samo dve stranki, ne? In SDS ima v Sloveniji 35, pa nas je prebivalstvo, se pravi 30 manj. Se pravi, Torijci imajo 140 000 članov. Ne? In v tem smislu Peter Majer napisal knjigo Ruling the Void, ne? Se pravi, tudi cel Zahod v bistvu v tem smislu te participacije počasi je v zatonu oziroma nekako umera. Pustimo stati, koliko ljudi je dejansko izglasovalo republikanskega in demokratskega kandidata v Ameriki zdaj. Ne? Prek tem konvencij izbere, mislim, da 1,5% od celotne populacije tistega, ki bo potem na koncu kandidiral za predsednika, ne? Ker so imeli pač tak sistem, kot ga imajo. Ne? In ta participacija, mislim, da pač, ne, nijem spet to statistika, ampak mislim, da načeloma, da je malo v bistvu v zatonu. Razlogov je tle seveda veliko, ne? Ampak v Sloveniji sami pa sej so stvari, ne? Sej imamo gasilce, ki imajo ne koliko 100 000 članov, ne, pa te razne akcije, ki obstajajo, samo to so mogoče bolj take ad hoc prijetne in take stvari, v smislu kreiranja neke civilne družbe v odnosu do politike, recimo glede zakonodaje, glede dejansko določenih tem, je pa, kot je že gospod Novak omenil, se pravi, pač ja, imamo dva inštituta, ostalo so bolj neke debatni krožki, ne, ki v bistvu ki nima nekega hudega inputa za spremembo političnih stvari in ostale, tako da tle je nedvomno še en velik manko, ki bi mogel biti prisoten, pa ga pač žal ni. Dobar. Hvala lepa.